Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi verniki, Vatikan je nedavno izdal teološko sporočilo o Marijini vlogi v delu odrešenja. Zaradi tega bomo po maši molili litanje Loretske Matere Božje in peli Stabat Mater Dolorosa v zadoščenje za ta zlobni dokument. Po mnenju modernističnih teologov naše Gospe ne bi smeli imenovati soodrešenica, ker naj to ne bilo preudarno. Ravno nasprotno. Marijini privilegiji so namreč ovira za ekumenizem. Nauka o njenem sodelovanju pri delu odrešenja in pri razdeljevanju milosti krivoverci ne razumejo. Polne resnice o Mariji krivoverci nikoli ne morejo sprejeti, ker je naša Gospa kladivo za krivoverstva. Pobožnost vernikov do nje je znamenje izvolitve, kot učijo svetniki. Zato razširimo nekoliko poznavanje tega znamenja predestinacije izvolitve. Marijina lepota je neprimerljiva, vendar je, kot vsak zaklad, dobro varovana. Cerkev jo imenuje zaprti vrt. Njena notranja čistost, njena svetost je biser, ki se ne meče pred svinje. Zato jo mnogi gledajo, a je ne razumejo dovolj. Kdo jo je torej spoznal? Kdo je mogel izraziti njeno skrivnost? Samo Bog je v polnosti poznal popolnost blažene device Marije. Njena svetost presega svetost angelskih zborov in vseh svetnikov. Spoznanje Marije je zato posebej dragocena milost, ki jo Bog podeli le redkim. Kdo si to lahko zasluži? Samo ponižen človek. Cerkvena tradicija je postopoma, vendar že od prvih stoletij razodevala Marijine popolnosti. Številni škofje, ki jih je povpraševal Janez 23, so bili o tem tako prepričani, da so želeli, da bi drugi Vatikanski koncil razglasil dogmo o Marijinem soodrešenju in razdeljevanju milosti po njej. Te resnice so tako jasno izražene v cerkveni tradiciji. Kdor zaničuje tradicijo, mu primanjkuje ponižnosti in zato ne more prejeti milosti goreče pobožnosti do Matere Božje. Vsi dobro poznate citate iz Svetega pisma in morda celo iz cerkvenih očetov, ki govorijo o Marijinih privilegijih. Zato bi želel danes z vami deliti to, kar je resnično ponižna duša razumela o brezmadežni devici. Govorim o Mariji iz Agrede, kateri sta Bog in Marija pokazala Marijino življenje v videnjih, ki jih je cerkev odobrila.
Njena knjiga Mistično mesto Božje je bila priporočena od mnogih papežev, ker zaneti dušo z ognjem ljubezni do Marije, kot je malo drugih knjig. Rad bi navedel nekaj odlomkov, ki čudovito dopolnjujejo kratke evangeljske opise in razodevajo edinstveno vlogo Matere Božje. Upam, da boste nekoč prebrali celo knjigo. Pripoveduje se, da je Marija pod križem Jezusa molila k Bogu Očetu z naslednjimi besedami. Moj Gospod, večni Bog, ti si Oče svojega edinorojenega Sina, ki se je kot pravi Bog rodil iz tebe, pravega Boga, pred vso večnostjo, toda kot človek se je rodil iz mojega telesa, kajti jaz sem mu dala človeško naravo, v kateri zdaj trpi. Jaz sem ga hranila in vzgajala kot prava mati, ljubim ga kot najboljšega sina, ki bi se lahko kdajkoli rodil. Kot njegova prava mati imam naravno pravico do njegove presvete človeškosti, združene z njegovo Božjo osebo. Tvoja Božja providnost nikoli ne odrekla te pravice tistemu, ki jo ima in kateremu pripada. Zdaj pa ti ponujam svojo materinsko pravico, da se tvoj sin in moj sin daruje za odrešenje človeškega rodu. Sprejmi, o Gospod, to daritev, tako vsečno tebi. Če bi lahko umrla namesto njega in če bi se s tem lahko rešilo njegovo presveto življenje, to bi mi to bilo v veliko tolažbo in izpolnitev mojih želja. Moč volje in vztrajnost presvete matere sta še toliko bolj občudovanja vredni, ker ni bila le fizično prisotna pri daritvi svojega sina, ampak je v svojem deviškem telesu čutila tudi vse zunanje in notranje Jezusovo trpljenje. Zaradi tega sočutja lahko rečemo, da je bila Božja mati bičana, kronana s trnjem, pretepena, pljuvana in pribita na križ. Lahko rečemo, da je bila mati v vseh pogledih živa podoba svojega sina. Poleg Marijine veličine in dostojanstva se je v tem čudežu skrivala še ena skrivnost. Ta naj bi ustrezala Jezusovi želji, da bi se njegovo trpljenje odražalo v čistem bitju. Nobeno drugo bitje ni imelo večje pravice do tega kot Marija. Konec citata. Zaradi vseh njenih zaslug, še posebej pa zaradi njenega sočutnega trpljenja pod križem, je Kristus želel svojo ljubljeno mater na poseben način nagraditi. Marija iz Agrede je imela videnje, v katerem je videla, kar je Jezus sporočil Bogu Očetu na križu. Izrazila je to z naslednjimi besedami. Zdaj te torej častim, moj večni Oče, in izražam svojo zadnjo voljo, ki ustreza tvoji večni in Božji volji. Želim, da se moja prečista mati, ki mi je dala človeško življenje, omeni najprej, pred vsemi drugimi jo postavljam za glavno dedinjo vseh naravnih dobrin,
milosti in slave, ki pripadajo meni. Naj bo ona suverena Gospa vseh teh dobrin i že zdaj ji zagotavljam, kaj lahko kot čisto bitje prejme od dobrin milosti za prihodnost. Moja volja je tudi, da so angeli in ljudje njeni in da ima ona polno oblast nad njimi, vsi naj jo ubogajo i ji služijo, celo hudobni duhovi naj se je bojijo in ji bodo podrejeni. Vsa nerazumna bitja naj ji služijo, nebesa, zvezde, planeti, elementi in vsa živa bitja, ptice, ribe, druge živali in vse, kar živi na zemlji. Postavil sem jo za Gospo nad vsem tem in vsa bitja naj jo hvalijo in moja volja je tudi, da je zakladnica in razdeljevalnica vseh dobrin, ki so v nebesih in na zemlji. Vse, kar priporoča in odloča v cerkvi glede mojih otrok, človeštva, bo v nebesih odobreni strani treh božjih oseb in karkoli bo zahtevala za smrtnike, zdaj in za vse čase, bomo izpolnili po njeni volji in odloku. Konec citata. Obstaja še veliko drugih zakladov milosti presvete device, ki jih bodo duše izvoljenih v nebesih razumele, tudi več 100 strani, ki jih je napisala Marija iz Agrede. Jih ne bi moglo opisati vseh. Zato pristopimo k Mariji z veliko ponižnostjo, saj njena veličina presega našo sposobnost, da jo spoznamo. Prizadevajmo si, da bi jo vedno bolje spoznali. Komu Bog podeli to veliko milost marijanske pobožnosti, si bo prizadeval vedno bolj hvaliti brezmadežno devico. Kdor jo najde, torej kdor jo resnično ljubi, bo našel večno življenje. Amen. Marija, posrednica vseh milosti in soodrešenica, prosi za nas. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.